Dejan, Ana in Jeger. In to jutro. Torkovo jutro je bilo to in ne zgodi se veliko krat, da imamo v gosteh v studiu sodelavca. Ja, res je. Ampak tokrat malo drugačni funkciji. Tomaž Medvar je danes skupaj s predsednikom MNZ Maribor Dejanom Germičem v bistvu vsem povedal nekaj, kar nas zelo veseli, da bomo delali eno posebno nogometno oddajo, posvečeno predstavitvi teh, ampak spet pod narekovaji manjših klubov, ki so hrbtenica nogometa, pravzaprav posod. Maribor ni nobena izjema in zgodbe, ki jih bo tu potegnil ven. Ja, jaz se veselim. Jaz se veselim vsega. Jaz imam res male izkušnje z tem nogometom, ker sem leto pa pol treniral Prenka Pohorja. Ampak so lepi spomini na tisti čas, potem sem gotovil, da nisem preveč za nogomet narejen. Ampak zanimivo se veselim, pa se mi zdi, da se tudi Tomaž Fejs veseli danes, ko je bil tukaj, je s takim žarom v očeh razlagal. Tako da bravo, komaj čakam. In to je bila samo ena od stvari, ki smo jih imeli danes zjutraj, če ste zamudili, vabljeni, da prisluhnete temu podcastu, drugače pa jutri zjutraj ob 5:30 spet. Želimo dobro jutro. Dobro jutro. Torej, včeraj je Vič Tuhec startal svoj dobrodelni tek čez celo Slovenijo, 330 km od Hodoša do Pirana. Šmodoša. Do Pirana. Mislim, in v enem dnevu mene je res presenetilo iz Hodoša v Maribor z lahkoto, ne? Pa še pred časom je bil, ali kak je bilo? Nekak je razlagal, da je 1 uro manj. Ja, je kot je potreboval, tako da zelo dobro. Predvideval, ne? Ja, in potem je bil tudi dobrodelni tek in dogodek na Poljanah, kjer so tekli za kilometre mnogi. Ampak Vič Tuhec je bil že danes zjutraj malo prečesto na glavnem trgu in ob njem Matic Jeger. Tako je. Se malo pogovarjala, ker ta njegov projekt Kilometri za prihodnost, to je res vrhunski projekt, športno-humanitarni projekt namenjen zbiranju sredstev za razvoj in podporo socialno ogroženim mladim športnikom v Sloveniji, pa tudi tistim športnim upom, ki so ravno na prelomnici, da naredijo korak naprej v profesionalni karieri, pa recimo so starši že vse naredili, tudi kar se financ tiče, in zdaj pač ta projekt, ki jih lahko potisne naprej. Tako da lahko tudi vi pomagate, Kilometri 5 na 1919, tak je pa danes zjutraj o včerajšnjem dnevu povedal Vič Tuhec. Včerajšnji dan je šel super, nad pričakovanje. Imel sem odlično družbo od samega začetka, tako da so mi res hitro minevale ure in kilometri. Ni bilo nekih večjih, sploh ni bilo zapletov, v bistvu lahko rečem. Tudi hribi, ki so bili, smo jih dejansko pretekli, ne prehodili, nekatere, ki smo planirali, da bomo prehodili. Potem sem imel super terapijo, od masaže do krija, do kisika, tako da v bistvu sem naspan, pripravljen, da gremo v nov dan, bomo videli, kaj bo pač ta prinesel. No. Danes do Celja, ne? Ne, do Trojan. Do Trojan? Ja, 98 km dolga, poimenoval jo je Štajerska transverzala. Ja. Od Maribora 14 oziroma 15 ur predvideva, da bo potreboval za to. Kaj si hec? No, ampak samo to sem še hodil povedati, ker je rekel, da je imel dobro družbo na začetku. Ja. Veš, kak je tam tik ob meji z Madžarsko, je tudi ogromno jelenov, ne? Ki so zdaj že, veš, ko je pomlad že malo... Ni čudno, da je bil 1 uro prej. Jaz ne bi rada pohvalila tega, samo jaz mislim, da so ženo začel. Ja. Da je to mislil. Ja, okej. No, ampak dobro, pa tudi, če ga je en dal čez ravnico, veš, kak leti. 1 uro prej, le. Danes pa torej 15 ur. Danes je 98 km, pa mislim, da malo čez 900 višincev. Tako da zato tega tudi štartamo pol ure prej. Prišli smo včeraj 1 uro prej na cilj, kot sem planiral. Tako da sem bil malo bolj spočit, oziroma smo malo več časa za regeneracijo in vsake pol ure, vsake minute bojo na koncu pomagali, da bomo lahko jutri spet mogoče malo več za regeneracijo namenili časa. Ne? Odlično. Ja. Bo pa naporno, ne? Ker se veš, kak so prve etape še grejo. Tretja etapa bo pa tako hitrejši, kot če bi z avtom šel. Ja, verjetno res. Trojan proti Ljubljani, verjetno potem, ne, predvidevam, da bo jutri. Proti Postojni, da mimo Ljubljani. Ja, se pravim. Ziher bo prej pa pol na Primorsko tudi, ne? Vsi stadijo, pa mimo laufov. Šele zastoj. Dobra ideja, ja. Ampak super projekt in seveda ga bomo spremljali še naprej, tako da srečno vid, pazi na lukne, pa drži se, ne? Ja. Dobro jutro. Dobro jutro. Ok, zdaj pa tak. Če bi bila ena stvar, ki se ti je zgodila včeraj in bi jo podelila z nami,
Katera bi to bila? Seveda velja tudi za vas, dragi dame in gospodje, 051 220 220 je naš SMS, ampak če bi bila ena stvar od včeraj, Ana. Ful je pihalo, zvečer je pa nehalo pihati. Ok, to pa je res. Pa še bo očitno. Zdaj ti je res zgodilo. Veš zakaj, ja, to se mi je zgodilo, zato ker sem bila na vrtu in sma nekaj delala. Ti je krilo dvigovalo. Ne, ni bilo prijetno, Okay. že potem več. Ja, tak je. Vedno, ko prideš s flancami, pol pa na pol grede. Ja, niso Pa- bile flance, nekaj drugega sma delala včeraj. Se z Andrejem, napara, ampak- daj zdaj počasi. Ja, konc tedna bom dala, no ne mi pritiskati, Pa prosim. kumare. Ja, pa paprika. Okay. Pa paprika. Ja, bo konc tedna bo to. Zakaj vem, ker mi je Ana včeraj povedala. Okay, Več je pa nič ekstremnega, no. Ja, jaz se še zdaj nisem navadil, da, pač, ne, da moja hčerka, ko gre kam, ne, da pač rabi tudi frizuro. Ja, in hodi enkrat na teden na plavalni tečaj. In? Prejšnji teden, ko sem jo peljal, sem valjda pozabil brisačo izpakirati. Aha. Pol smo tam pozabila. Na kopanje si pozabil brisačo spakirati. Ja, glej, pač se zgodi, doma je ostala. Ne, se zgodi. Potem, Kom si jo ti Nočem vedeti. brisal? Ja, nočem vedeti. Pol včeraj sva, prejšnji teden smo pozabila tudi plavalna očala po tam na bazenu. Sta pozabila. Sva pozabila, ja, more se spomnim, vse 4 leta pa pol stara. Jo, seveda, Jeger, pri 16 se nas In sam spomni. včeraj, ko sem pa res pakiral vse v ruzak, Ja. pa smo bila že v avtu, pa se peljeva proti bazenu v Rušah, pa mi tam pri Petrolu reče, ati, frizure nimam. Je imela spuščene lase, morajo imeti pa neki čop ali pa nekaj, ne. Aha. Pa smo mogla nazaj iti, ne, pa smo zamujala. Tak da, to se mi je naredilo včeraj, pa jaz sem ata, jaz se najbolj spomnim, da rabi vrod s frizuro. Hvala. Zato so mame, a niso. Hvala Bogu, da ni po tebi, ne? Ja. Kar se frizure tiče. Ne? Že zdaj je tako mala, pa že tako osveščena. Jaz mislim, da se ti skupaj z njo imaš še prostor, kaj naučiti, veš, kar se tiče pozabljivosti. Mislim, ona je že ga Da skupaj prehitela. delata, Verjetno, to je več kot jasno. Ja, Žena treba- že ve, veš, zakaj jo ti voziš. Jaz sem veš, kako te stvari reša, sicer nismo teh težav, Ja, ampak ja. pač druge, checklista, Jeger, checklista. Saj je, checklista. Ne, očitno ne, ker bi Ja, več ne pozabljal. Si Ne. nikoli nič pozabil? Zato pa sem si začel checkliste In delati. si pol vedno vse vzel? Ja, Ja, ja noč, kaj, če si napisal, ali pa še bolje, žena mi je napisala. to pa Ja, tega pa je ni bila bilo. checklista. Veš kaj, sem malo. Pol tako lahko kar sama naredi. Ne, Ne ker bom zdaj čas ne moreš. porabljala za to, da ti na listek pišem, kaj ne Ne, smeš Pa pozabiti. ni to dosti bolj, gled koliko to potem za sabo potegne. Ti si za listo vzameš 30 sekund, recimo, ali pa Tako. minuto. Tako. Pa tudi če sta dve. Če pa je brez checkliste, pa imaš laufanje, nervozo, zgubo cajta, še kaj. Tu se strinjam s Pa tabo. pol, Viš, zdaj smo spet nazaj ciklično prišli, da v bistvu je v nas problem, zato ker ne delamo checklist. exactly. Aha, ok, no to pa sem pač dobro jutro vse ženske. pa potem ne pozabiti, da je pol še kreganje, ne? Ja. In slaba volja, ki se lahko v več dni raztegne. Tako da, dajte si vzeti to minuto, dve. Eno checklisto se Jaz lahko ne vse to morem prepreči. verjeti, prav ne morem verjeti, kako sta zdaj prišla okoli to. Ja, če pa pač te življenjske Sam je resnice. pozabil otroku spakirati, zakaj? Ja, zato, vse je vse jasno. Jaz pa sem včeraj, veste, kako je to, ko smo navajeni na nekatere stvari in jih jemlješ samo po sebi umevne. Ja, kot je recimo, da odpreš pipo, pa voda priteče, da greš zvečer v kopalnico, pa stopiš tuš, pa normalno teče. Ja. No, mi pa včeraj vode nismo imeli zvečer. Ja, Pa vas niso obvestili, ali samo vi niste imeli? ne, ni, Izpad je bil nekaj je bilo, ja, se vseeno, ampak. kar slabo, ne? Zelo. Si danes- Ne. Kaj si ti, Ja, no, no? ne vem. Ne morem verjeti, vse pa dan zjutraj je bila, včeraj zvečer je ni bilo. Ampak na srečo imam vedno, viš, to pa je, ne. Kaj To pa mi imaš? starejši, ja, vedno v nekem karnistru vodo za vsak primer, ker nikoli ne veš, kdaj boš rabo. Imaš? Ja, Koliko ste se štirje včeraj. stuširali Ne, včeraj? stuširali ne, ampak vse ostalo pa je šlo, ne. Tako? Moraš vedno imeti, ne. Ja, ali pa neke vlažilne robčke, ali pa nekaj. Ne? Voda v karnistru, verjemi, ker z vlažilnimi robčki si ne moreš zobov, pol, ko si jih opereš. To Zdaj pa vem, ne zakaj risaš. prej rekel, da veni se suši.
Ker ste se vuni tuširali? Ne, kaj ste si not Nismo, prinesli? ne, to je drugo. Okay. Air drying je nekaj čist drugega, eno drugo doživetje za sosede. 3 minute pred 6:30, dobro jutro. Dobro jutro. Tudi naša študentka Ema je tu, vsi smo tu, želimo dobro jutro. Dobro jutro. Mi dva Zemo se nismo videla praktično mesec dni skoraj, ne? Res? Ja, seveda, najprej ti okoli, ne? Kaki sem, povej. Lepi, ja. Ja, Kak je stignila roko proti njemu, rekel, lepi. Ja, pa bravo. To je to. Sem Veš, kaj pogrešala to imaš, ja? telo in obraz in vse. Lepo. Ja, lepo. Bravo, kaj si iz čaše empatije pila kavico zjutraj danes? Ali rabiš kaj? Se vseeno, veš kako staro malo lepši dan 2026. Tako da gremo skupaj v ta torek 5. maja, lepo, da ste tudi danes tu, pazite na se in srečno dijakinje in dijaki 4. letnikov. Ja. Imate to. Imate to, se pa esej, pa slovenščina. Pa se tako to- imamo. Ja, seveda. Ja, z lahkoto. Želimo dobro jutro. Dobro jutro. In dileme študentke Eme. Dobro jutro, Ema. Dobro jutro. Dobro jutro. Ker nekaj cajta se nismo menili in reševali tvojih dilem. Ja. Tako da se jih je kar nabralo, tako da imam jaz tu na tem tvojem seznamu 2 danes izpostavljeni. In sicer prva, šah pri mladih, dolgočasen ali spet in. To sem se opazila, da pač Je. Gen Z generacija ne zna sploh špilati šaha. Ampak je pa spet in, zato ker Je. jaz moram reči, da sem pri mojih 2 pubecih poskušal, pa šahovski krožek, pa ono, pa drugo, pa tretje, pa nikak, pa zdaj kar naenkrat. Ja, jaz tudi. Ja. Zdaj smo bili na dopustu, a ti gremo en šah. Resno. Pa že sem dobil vabilo na čez.com. A ja, tako, ja. Se vseeno. Ja, dobro, dobro. Ne? In je zdaj to spet postalo in. Zelo. Zdaj, ja. In te že Ne, šolata. ne, a, to pa še ne, to pa še ne. Malo se pustim, pol pa. Pol pa moraš postaviti stvari na svoje Dobro, mesto, pa ja. malo razložiti, kaj pomeni, ne, Fried liver attack, pa kaj je Joko piano, pa. Veš, o čem govori? Ne. Jaz ne, prede. Ti igraš šah, ne? Ja, ja. Res? Ja, ampak ne poznam izraz. Ne poznaš, ok. Veš kaj je? Vem, kdo je kralj pa kraljica. A to, ok, to pa, ok, pa ja, pa znaš šah igrati. Vem če toliko, da veš. kraljica lahko umre. Umre, ja. To pa je to. Ne, Pa si lahko jo rekla, da kdo igraš vzame, šah? ne. Ja. Ja, jo, Ja, res. veš kaj, obstajajo igre, kjer ima kraljica 3 življenja, tako da. Res? Ne. Ok, dobro. Jaz Jaz sem mislila, da res. Ne. Ja, da jaz tudi, se pa ne. Pa meni samo čivka v glavi spet. Okay, se ni problema. Ampak dan danes je to relativno lahko, ker imaš toliko dostopov do informacij, Ja. pa teh ogan, ki jih lahko rešuješ, pa ne na zadnje video na YouTubu in posod, tako da z lahkoto prideš tak iz ratinga 100 na pač rating 250. Kako sploh prideš do 100? Tu nekje začneš, ne, se meni zdi na čez.com. Tako da pol pa vsakič, ko zgubiš, ti ga malo vzamejo, vsakič, ko zmagaš, ko pa ne. Ja, ja. Okay. Bom začela. Veliko sreče. Pridi še kaj pogledat na radio. In pa druga stvar, kabli pri slušalkah. Ja, to je spet trend. Res? Ni več tistih AirPodsov. Ne? Jaz Ne. sem si jih kupila. AirPods- Slušalke na Ne, kabel. slušalke na kabel. Res? Res. Ja, če je tako in, tako kul. Da imaš Kot v nekem kabel. filmu, ko Jaz hodiš bi po sem ulici. tu dodala, da sem tako rako so bile in brezžične slušalke preskočila. Nikoli nisem imela brezžičnih slušalk. Res? Jaz si jih imam. Jaz Pa jih sem tudi Čakaj, uporabljam. samo zdaj nekaj me še Ne, samo zanima, kam jeger, pa ne. mislim, kam pa to priključiš na telefonu, glede na to, da več ni. Adapter. Pa ne, adapter, če pa imaš zdaj USB-C slušalke, imajo na koncu. Okay, jaz sem res javna. Ana, idi prosi, eno trgovino pa Ne, poglej. glej, Jaz grem zdaj nazaj v jamo, vi pa ste dalje Ja, meni. gremo ne? v vrsti. Torbice, To, kar vidiš na steni, je stikalo. Joj, pač no. Ok, v redu. Super, samo je pa en drugi problem, ne? Moraš imeti več barv, ne? Ne, Kako bo zdaj, če si plavo oblečena, pa rdeči kabel gre? beli.
Beli gre po vsem. A ne, samo beli. Črni se bolj več ne vidi. Pa kaj, to je kabel od spodaj pod majico, pa pol slušalke ven, ali se mora kabel videti celi? Mora se videti. To je point kabla. Hodi, da malo tako levo, desno. Jeger, to pa pri tvojih letih, se pa veš, point kabla je, da se te vidi, ne, da ne reče, kje te imaš kabel. Ja, čuj. Pod majico. Ja, veš kaj, tak je bolj kabel. Želimo dobro jutro. Dobro jutro. In danes v mariborski porodnišnici. Dobro, jasno, dan odprtih vrat v tem najpomembnejšem delu mariborskega UKC-ja zagotovo, med 10. in 13. uro. Ful zanimivo, vse bo tam, vsi strokovnjaki, vsi zdravniki na vseh področjih, fizioterapeuti, logopedi. Če ste mamica v pričakovanju, je danes super dan, da na enem mestu dobite vse odgovore na vse vprašanja. Točno to, pa tudi lahko si boste ogledali poporodni oddelek, pa porodne sobe, handling otrok oziroma dojenčkov, vse bo. Vse bodo, ja, zelo. Kakaj strokovne izraze, moje, ker se Seveda, slišati se pa to te- handling. Da je imam v žlahti. Neurofizioterapevtko, jaz pa tudi. In to je zagotovo ena taka stvar danes med 10. in 13. uro, ampak ob tem bo tam tudi en izziv za vse atije. In sicer imajo en odlitek trebuha visoko noseče mamice v pričakovanju. Tako? In ti dajo to gor in polje, kdo si prej šuhe zaveže. Ja, dober In- izziv. In Tak sta sta- se čutila poklicana, Ja. ne? Halo, se mi to imamo izkušnje. Ampak zdaj ne govorim o tem, da sva oba očeta. Tako. Ampak je, Nekaj nosimo Ja, za ta sabo. kalup ona je tu, ne? Jaz čakaj, lahko samo nekaj me zanima. Kalup je prazen, ne? Nima. Pa ne vem. Je pa težek, je, ne? Zdaj, zakaj? Ja, ne pravega, manj od enega so tako naredili. Ja, ne vem, ali Ne je. to, mislim, če bo plac, da si to. Ja, bo, vse pa ti Kaj, Ker če bolj bo ko igra plac? gledam, se mi zdi, da je Da sploh ne rabim rešen. kalupa, v redu. Ja, ker smo te Oprosti. gledali. Včeraj sva te zano opazovala, Pa ko smo si ugotovila, da v bistvu si kalupiran. si kalupiran. Ko si hotel, zato sva ugotovila, da si ti šuhe kar tako obuješ, ne? Ja, seveda. Da si jih ne zavezuješ. Ne. Ker- Preveč energije. Videli gre danes. V vsakem primeru, jaz mislim, Jeger, da danes padeš. Tak bo samo je v pa. tem dvoboju. Je pa. Mislim, da to ne bo niti tekma. No. Niti tekma. Brez strečinga. Bosta se Ja, brez javila. strečinga, samo Brez če se stretchinga. šla ti pol zravnal, pol tak se vredo. Je valjda brez strečinga, se ne nosečnega, ne na. Ti stari križ lahko stane v položaju. Kdo misliš, bo prej imati? Kaj misliš, na koga bi, če bi morala zdaj reči? Okay. Kdo misliš, da si bo z nosečniškim trebuhom prej zavezal čevlje? Da. Dobro, pa kaj te Kdo je čas za muziko? Pač ko taka resnica Pa daj govorijo. poglej ga. Ja, kaj poglej Samo ga? jaz tudi mislim, da bo prej on. Poglej me, ja, Škripajoče. Poglej ga. Kripajoče starejše telo. Imam one perforirane odpustnice, čakaj samo malo. Sam grem danes. Želimo dobro jutro. Dobro jutro. Kak si razkuro, Ano, z opcijo ponovnega vklopa Gretja? Ne. Noben, mi ne bi kdo klical z bloka slučajno, nič več ne pa bomo saj odprli. ne. 2 meseca že imam na zvezdico radiatorje. Predrago je. Ne vem, kaj to pomeni. A ja, no, ni, da je no, manj sklopljeno. dol vse, gotovo. Ni več, oblečite se. Ena druga stvar, danes je 5. maj, kar pomeni, da je včeraj bil 4. maj oziroma Star Wars dan. May the 4th je bil včeraj. Pa me zanima, ali je kdo gledal včeraj kakšen Star Wars film v času obeležitve tega praznika? Ne. Ne. Jaz še nisem nikoli niti enega Nisi gledala. gledal? Mene pač ne privlači, Joj, taki filmi, oprosti. Nisi gledal? Seveda. In nisva vedela z mojim starejšim sinom, kaj bi gledala, pa katerega nisva se mogla odločiti oziroma zmeniti, pa je naredil tako ruleto. Veš, na telefonu, ne vem, očitno je, klip-klap ruleta, gor tudi, pa smo napisali naslove, pa je zavrtel, tako da smo Revenge of the Sith včeraj gledala. Jaz bi mogel, Ne. jaz bi mogel od enke začeti. Čiu. Joj, spet sem mogel vse sam, ampak dobro, da sem navajen. Dobro, da je pač po en predstavnik Pa za taki vsako stvar. praznik,
se vse. Včeraj je bil tudi Sveti Florian, tako da. Štirič, ja. Raznih nas gasilcev, ja. Smo imeli druge zadeve. Daj, prosim te, Ja, Eger. član gasilske organizacije je že Eger, prosim te. 28. Eger, Boben špilaš za gasilce, Eger, Boben igraš. Ja, no, Nisi vse še nikoli eno. gasil nič. Vse se eno, sem pa član. Niti imam uniformo sprašaj, in vse. nisi. Nima veze. Mi kaj, Zabava. ne moramo se ene stvari zmeniti, da se ne bi Ema bo začeli, umrla od smeha. da se ne bi začeli kregati o tretji stvari. Niti ne o drugi, o tretji. To smo kar svetovni prvaki. Dobro jutro. Dobro jutro. Želimo dobro jutro. Dobro jutro. Zdaj pa ena stvar, ki je včeraj zjutraj še nisem vedel, sem pa jo zvedel malo kasneje, pa moramo danes o tem spregovoriti besedo ali dve. Lepo se navezuje na naslov tega hita od Jennifer Lopez, ker ne vem, ali mi je smešno ali mi ni smešno. Nekaj, kar se je zgodilo v prejšnjem tednu, ko me ni bilo. No, to zdaj marsikaj, ne vem zdaj točno, kaj misliš. Ne? To- Zgodilo se je toliko stvari, da je da boljše, da nisi Ja, sej. slišal vsega. Ampak eno, pa nisem vedel, pol najprej mi je bilo smešno, pol mi ni bilo smešno, pol mi je spet bilo smešno, pol sem se pa zamislil. Ko si Jeger ti, ja. Kaj si spet? tiho? Ko si rekel, ko ste se pozdravljali, Ana, Tine in Dejan želimo dobro jutro. Kdo? Ana, Tine in Dejana ni Jeger. To je naslednja točka. a? Je kaj? Kar sem... Malo Se to, Nadomestil pa to si sem se, že kar- mogel prejšnji teden 100-krat razlagati. Ana, Tine in Dejan želimo dobro jutro. Kdo? Lahko še enkrat? ja. Zdaj, Lahko. Ana, Tine in Dejan želimo dobro jutro. Kdo? Ja, še zadnjič bom razložil. Okay. Ana, Tine in Dejan želimo Res, dobro jutro. prosim, Kdo? razloži. Ja. Glej, pač prišlo je do napake, predstavil sem kolega, hotel sem predstaviti tudi sebe, pa povedati, da tebe ni. In pač je pol bilo In pol je bilo Ana, skupaj. Tine in Dejan želimo dobro Ja. jutro. In to je manjša napaka, to je to, ako gremo dalje, prosim. Ja, mislim dalje, ko bomo dobili, ker sem poslal, veš, Kaj si na poslal? dislocirano enoto čez treko v KC-ju. Mislim, ker to zahteva neko analizo. Mene je za malo strah postalo, Eger. Ne? Glej, Ker eno je, da smo prijazni do sodelavcev. Ne? čisto nedolžna napaka. Čisto. Res? Ja. Samo malo bi bil ti on, ne? On je vedno v mojih mislih. Joj, to vam pravim. No, zato je razlaga. In mislim, To da je vzami kot danes- razlago, Ja, okay. pa gremo Delal se bom, dalje. da nisem slišal dobro. Delaj se, kak se hoče. Dobro jutro. Dobro jutro. Jutro smo bili v Amsterdamu že. Ja. Jup. Ne, jaz pa Ana, ne še, ne še. Samo mi dva, Ana, ne? Svetovna popotnika. Tako, No, lepo mesto za pogledati. zelo. Tudi severne Benetke pravijo Amsterdamu. In Amsterdam je zdaj po novem tudi prvo mesto, recimo v Evropi, kjer več ne bo tega, kar recimo imamo tudi v Mariboru. Tako da tu smo drugačni, zdaj vprašanje, če smo na boljšem. Veš, ko greš mimo, pa te iz jumbo plakata ali pa iz teh city lightov dol, da te gleda lep, Ja. svež, sočen, prekrasen hamburger in te vabi. Ja. Recimo, Kaj? Čakaj. Njami. Pa tu Ja, imaš ne. ti Jeger. Vse to. Ampak Ti v ga v Mariboru bistvu je. ven gledaš vsake toliko. V na Amsterdamu glavni so trg. pa prepovedali oglaševanje. Oglaševanje mesa in izdelkov povezanih s fosilnimi gorivi, kar pomeni, da na teh jumbo plakatih ne bo več oglasov za burgerje, pa tudi ne za avtomobile na bencinski oziroma dizelski pogon, oziroma ne smejo tudi ne reklamirati letalskih družb. To Greta Tudi ne. sponzorira? Ne. Kak? Vprašam, če Greta sponzorira. Ne, ker je pač cilj vlade v Amsterdamu, da bi nizozemska prestolnica do leta 2050 postane ogljično nevtralna, Bravo. pa da lokalno prebivalstvo v istem obdobju prepolovi porabo mesa. Ja. Ampak zdaj nas tu eno drugo, super, niti ni tako hudo zanimivo. Ne? Ne. Ne. Ampak po drugi strani, če bi morala vidva prepovedati kaj, da bi šlo na jumbo plakate, Aha. Ja.
Jaz bi najprej samo rad povedal, da je bil precej žalosten, če me ne vsaki toliko časa tukaj pred radijem pričakal kakšen lepi hamburgerček. Da te malo podraži. To me vedno razveseli. Sicer pa jaz bi absolutno prepovedal politične Ja, glase. bravo, Jeger. Ja. Evo, isto smo. Pa to, da lahko glih vsak, mislim, vse fajn, da ima vaš prijatelj ali prijateljica Abrahama. Tu se pa ne strinjam, ker sem jaz htela Daj no, dodati, nehaj. tega bi moglo biti pa več. Daj no. Veš, ko greš po prosim, streliški ali pa po proletarskem Ja, brigad, pa dobro. vidiš gore Simona, Nepotrebno. 40. Ali pa ti Veliko. neki, Daj no. ko so ti literarni dosežki, ki se vsake toliko časa Vse to pojavijo. politično. Ja. Bi morali, ja, no. To je katastrofa. Ampak, ja. To bi jaz To, rekel. In namesto tega čim več jumbotov od intimisij. Recimo. Pa če bi nam hamburgerje pustili. Tako bo pri nas, Ja, ni ja, problema. ampak, Te intimisij. Točno to, da veš, kaj še zjutraj nekaj Jaz se strinjam. Ali pa ko zjutraj greš, ko si mogoče malo zaspan, malo slabše volje ali pa karkoli, pa pogledaš, pa si rečeš, Ker v pa bistvu se to je v isti kategoriji, ne? In hamburger in intimisi mi te isto No, pogovarjata. ampak boljše intimisimi, kot pa Simona 40, boljše, da je intimisimi. Ne, meni pa se Simona, preveč Jaz bi dobro se jutro. Simoni opravičal, res, se ni tako mislil. Dajte še. Dobro jutro, Tine. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro, Dejan in Dejan Dobro in jutro. Ana in Ema. Smo že zaključili s tem. Ja, za mene je novo, Jeger, to bilo. Ja, za pa, če tebe, se ampak si opravičujem. slišal in to je to in lahko gremo zdaj dalje. Pač prejšnji teden sem se zmotil, rekel, mislim samega sebe poimenoval. Čakaj, Dejan, marsikdo. In ni slišal, potrebe, da še enkrat Misli, slišiš. samo da slišijo, kaj si dejansko ti rekel. Ana, Tine in Dejan želimo dobro jutro. Kdo? Da? Pa še tudi Laurenški et je not. Ja, Dejan. Če pa si Dejan. Kakorkoli, čisto tako sem že povedal, 100-krat nedolžna napaka in to je to. Gremo Kakorkoli dalje. tu imaš, pa izvoli. Ne? Ja, tako. Tine, kaj si nam danes pripravil? Špegle sem nad gor, ker ne vim. Ja, to je. Tako to je. Še režal se bom, midva tebi režala Ja. iz penzije. Torej, 29-letna ženska je imela kar uspešno kariero v nekem podjetju in se je odločila, da bo pustila službo, da bo pomagala svojemu fantu doma pri njegovi prehrani. Namreč fant je nikak ni spravil dovolj beljakovin v sebe. Okay. Skratka, odločila se je, pustila je službo in Mesarijo odprla. ne, začela ga je dojiti. Kaj se hecaš? Ja. Glej, Pri 36 ga je na zid zadala Pristavila. dobesedno. ampak ja, ona vsaj dobesedno, veš koliko jih je metaforično na zizi pri 36 še. Še enkrat dobro jutro. Dobro jutro. In mislim, da je zdaj bolj kot ne jasno, da za Frasa in Medvarja nekih tabu tem ni. Ne? Predvsem pa v svoji nerodnosti hočeta pomagati, pa ne izpade vedno tak. Včeraj recimo, vsak dan sta tu 12 do 4, včeraj recimo sta tak rekla. Dajmo se naučiti izboljšati izkušnjo velike potrebe. Tako, najprej globok vdih skozi nos. Čakaj. Ok, in zdaj držita, pri izdihu pa gremo na kravo. 3, 4, zdaj. Joj, Kaj? nič. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Prestižni parketi, izdelani v Avstriji. Dobro jutro. Dobro jutro. Vsi poznamo sicer izraz v angleščini imenovan me time. Yes. To sploh generacija Z. ne? Tako je. Me time. Me time vedno. Za vas je vedno me time, ne? All over and forever. Medtem ko si ga mi moramo izboriti. ne, Ja, Jeger? absolutno. Ampak v Zvezi prijateljev mladine v Mariboru pa pripravljajo eno posebno ustvarjalno delavnico z naslovom Me Time. Ampak zakaj bi mi bili pametni? Sara Iriman Kolar, prosim, povej, komu je namenjena ta delavnica in zakaj gre v bistvu. Delavnica je namenjena vsem, predvsem pa mladim med 15 in 30 letom starosti, ki bi si želeli vzeti nekaj časa zase, se malo sprostiti, malo ustvarjati v dobri družbi. Ok, 15 do 30.
Še midva sva ven, ja. Kako slabo. Pa da res se je. ne, mislim, se ne bo osebnih gledal. Okay, Sara, da povej vsebina. Me time oziroma čas zase je nekaj, kar si v današnjem hitrem svetu redko kdaj vzamemo oziroma premalo krat vzamemo. Zato je ta delavnica namenjena prav odkrivanju dobrega počutja, torej da namenimo nekaj trenutkov samemu sebi, da se malo pogovorimo o digitalnem odklopu, ki je kar en velik pretežen del našega časa. Ob tem pa bomo povedali tudi nekaj o mentalnem zdravju, kako ga izboljševati, kaj vse vpliva na to. Bomo tudi v praksi spoznali nekaj načinov, kako se lahko sproščamo. Fino. Vidiš, tako da na vseh nivojih koristna delavnica, tokrat ne za otroke, ampak za mlade med 15 in 30. Še ostala dejstva, Sara, torej kje in ob kolikih? Delavnica bo potekala v prostorih Zveze prijateljev mladine na Razlagovi 16 med 4:30 in 6 uro, se pravi urco in pol se bomo družili tukaj v naših prostorih. Je pa zelo dobro, da se na delavnico prijavite, ravno zaradi same organizacije. Prijavnico pa najdete na naših spletnih omrežjih, tudi dogodek na našem Facebooku lahko najdete in tam je povezava do spletne prijavnice. Lahko pa si tam ogledate tudi še par drugih delavnic, ki jih prirejamo v mesecu maju, tako da vabljeni, da se nam pridružite tudi tam. Ja, bravo, Zveza prijateljev mladine. Ne? Super ideja in za pogleda danes med 4:30 in 6. Več informacij na spletni strani Zveze prijateljev mladine Maribor. Želimo dobro jutro. Dobro jutro. In danes se znajo stvari korenito spremeniti v mariborski porodnišnici. Zame, pa govorim zase, pa vredno tudi za Jegra, najboljši porodnišnici na svetu. Absolutno. Absolutno. Govoriva iz izkušenj. Res je in lahko potrdiva. Ampak danes je tam med 10 in 13 uro dan odprtih vrat. Še enkrat izjemno koristno za vse mamice v pričakovanju, pa tudi drugače, če rabite kakršnekoli informacije. Vsi strokovnjaki vseh področji bodo tam. Tako. Dobro. Povezanih z porodništvom, ne bo tam vodovodarji pa metalurgi, ne bojo. Ne? Ampak vsi ostali pa res bojo. Ja. In en poseben izziv je, kjer imajo kalup, visoko noseče mamice v pričakovanju in to si lahko moški damo gor in probamo, če se da, šuhe zavezati. Tako in okoli 11. ure pričakujejo zmagovalca, torej mene. Ker seveda se je napovabilo včeraj. Ampak Ana, ti lahko potrdiš, ko ste bili včeraj tukaj predstojnica in vodilna babica. Ni bilo mišljeno, da bo bitka, ne? Ampak Jeger je drezal, ne? Ne, mislim, Jeger je drezal. Jaz bi nisem rada drezal. samo poudarila, da mi se spomnila, da si ti bil tisti, ki si rekel, da v tem vidiš izziv, ne? Ne, mislim, na tekmovanje. splošno izziv vidim, ne? Jaz sem govoril na splošno, Jeger pa je takoj. Ne, jaz nisem drezal, jaz sem se pač, prav. če sem vse kaj naučil od teh 2 letih pa pol na tem radiju, da je vse tekma. Čisto vse pri nas je tekma in tudi to bo. Ja, ampak jaz še enkrat, jaz sem res na splošno govoril, zdaj ga pač mogo zelo lupati. Ne jemli, viš, ker ga je strah. Strah ga je poraza. Včeraj smo si dala roko. Mislim vseeno, da bo zmaga na strani Dejana. Dobro, pa nehaj. Ne, to zdaj ne pomeni, da si na tvoji strani. Samo pač me sploh več ne zanima. Kako se mi zdi. Si se že ne postavila na eno stran. Tebe vidim, kako se boš pojdel poleg. Glej, Teliček, sam si se v vrsto postavil. Ne, meni je pri tako mesarju. Okay, kaj se bo stajavila, kaj vmes? Seveda, da bo. No, dobro, jaz sem do 12. tu, vajo počakam. Samo rad povedal, da Ana, ti si se postavila na Dejanovo stran, tudi študentka Ema je na Dejanovi strani. Žal, zdaj, če bi pobirali stave, kvota za mene je kar visoka, tako da dajte, ker zmagovalec, vse ve, kdo bo, ne? In to ni. No, jaz te vsekakor privoščim. Ta optimizem, jaz to občudujem, se brez tega jaz tudi ne bi prišel na radio, pri vsem, kar imam za pokazati, tako da vredi. In tako bo enako v porodnišnici danes. 8:22 je, dobro jutro. Dobro jutro. In kot smo napovedali, zdaj bomo dobili odgovor na veliko dilemo, veliko vprašanje, dramo
ali Tomaž Medvar torej prestopa med funkcionarje, ali kaj se dogaja na medobčinski nogometni zvezi Maribor. Predsednik Dejan Germič je tukaj. Dobro jutro, Dejan. Dobro jutro. Dobro jutro. In Tomaž Medvar. Pripravnik. Dobro jutro. Dobro jutro. Verjetno ne gre tako slabo ta trenutek, da bi na tako silo kadre iskali. MNZ zaenkrat, kak je v letu 2026, smo po planu, kaj se dogaja, kaj je aktualnega, najprej da izkoristimo, Dejan. Ja, moram reči, nogomet je tako od pomladi zaživil, vijolice zaenkrat še ne, ampak to še čakamo. Kar se pa tiče MNZ Maribora, pa smo zagnali motorje na polno, tudi moram reči, kar nekaj projektov smo si zadali novih, kateri bi želeli, da v leto 2026 zagledajo luč sveta, in enega z veseljem upam, da bomo skupaj zagnali tudi za 100 radio, kajti v Mariboru vemo, da toti nogomet mora biti. Ne? Absolutno. In zdaj, če gremo malo s podatki, koliko klubov dejansko, ker to marsikdo ne ve, ali pa je to pač podatek, ki ga nekaj slišiš, pa mogoče pozabiš, koliko klubov deluje v okviru MNZ Maribor? Ja, MNZ Maribor je druga največja zveza v Sloveniji in pod našim okriljem deluje 40 klubov, eni bolj aktivni, drugi manj aktivno. Registriranih je nekaj čez 10,000 nogometašev, sicer seveda vsi niso v tem trenutku aktivni, ampak številka ni zanemarljiva. Zato tudi vedno pravijo, da nogomet je najbolj številčni šport v Sloveniji. Absolutno. In seveda v taki masi pač moramo tudi mi biti čim bolj aktivni, da bom rekel, za vse te sfere, ki delujejo v nogometu, čim bolje poskrbimo. Predvsem za veterane, ne? Osnovni smisel marsikaterega kluba. Ne, bistvo in bistveno, kje je glavna naloga MNZ-ja, seveda ob tem, da skrbi za regularnost tekmovanja, za vse te tehnikalije v vseh ligah pod svojim okriljem, je pa seveda skrb za razvoj mladih nogometašev in tu je verjetno glavni fokus. Ne? Drži. Ko smo prevzeli vodenje zveze v letu 2017, smo si zastavili pač neke dodatne cilje. Tekmovanje je eno. Seveda to bom rekel, vsako letno teče nekako brez nekih večjih težav oziroma seveda z izzivi. Ampak zadali smo si, da MNZ mora imeti drugo vlogo, kot ima klub, to pa je promocija nogometa ali športa na splošno. Zato smo šli korak po korak. Seveda za vse neke projekte, ki želiš zagnati, je potrebna neka sredstva. Seveda. Zato smo začeli z promocijo v obliki snemanj vseh tekem, ki zdaj lahko rečem, da snemamo vse tekme. Seveda v začetku smo začeli z eno tekmo na par tednov, potem vsaki teden eno tekmo. Dan se lahko pohvalimo, da snemamo vse tekme naše prve lige, plus določene tekme tudi druge lige. S tem smo odprli, bom rekel, pot do potencialnih sponzorjev, ki nas, bom rekel, finančno podprejo. S tem pa smo lahko zagnali nove projekte. Prvi naslednji projekt je bil takrat festival nogometa, ker otroke do 9. leta v bistvu povabimo na eno mesto in damo tudi določeno športno opremo za lažjo vadbo. Sedaj pa v letu 2026 seveda vse to pa moramo opremiti tudi s socialnimi omrežji. Videnost in slišanost je, bom rekel, prvi faktor, ki pokrovitelje, potencialne pokrovitelje zanima. V letu 2026 pa bi res radi zagnali dva velika projekta. En je Dobrodošel v družini MNZ Maribor, tako da je bilo rečeno ogromno mladih otrok, ki začnejo prve korake na igrišču, in cilj je, da vsak ta otrok dobi na domači naslov pismo dobrodošlice z določeno športno opremo, ki jo bo lahko dvignil pri našem športnem opremljevalcu. Tako da bomo rekel, da jim olajšamo in damo tisti prvi dobrodošlico in veselje do ukvarjanja z športom. Drug pa je ambasador MNZ Maribora. Vemo, da v Mariboru je sklilo veliko znanih imen, ki so igrali tako v reprezentanci, tako na mednarodnem nivoju, tako kot za NK Maribor v najlepših časih. Seveda. In katere se radi spominjamo, in vse te nogometaše s temi bomo povabili v ta projekt, jih na naši spletni strani tudi predstavili in pod sloganom Velike sanje se začnejo z majhnimi koraki poskušali nadobudne nogometaše spodbuditi k temu, da se ukvarjajo z športom in nogometom. Bravo. Ker bistveno je ravno to, ne, da začnejo, ker ogromno naredijo zase, za svoj razvoj, tako fizično kot psihično oziroma v socialnem smislu. Se ni nujno, da bojo vsi špilali v prvi ligi. Ampak zdaj tu je eno drugo vprašanje, ki se cel čas poraja. Fama tudi mogoče. Seveda. Kaj dela tu Tomaž Medvar? Ja, ali si pod
podfunkcionar. Zakaj si tu je? Pomožni ambasador. Jaz sem slišal pač, da bo o fuzbalu debata, te pa grem poslušati. Zdaj pa čisto res, povej, kaj pripravljaš. Z MNZ-em smo se pogovarjali, da bi bilo super fajn, da bi enkrat te pod narekovaji male klube, ne, ki so za mnoge veliki klubi, seveda, malo bolj podrobno predstavili, oziroma sploh, jaz vem recimo, če se kdaj kam peljaš, sploh ne veš, vidiš tam ugle, fuzbal klub imajo, ne. No tega je ogromno in 1000krat se mi je že to zgodilo. In zdaj bomo skupaj skušali te klube predstaviti, se pravi, da grem jaz recimo tja, malo se pogovarjam, ne vem, ali s predsednikom, ali s golmanom, veteranom, kakim, ne vem, ne. Ekonomom recimo, ne, ki perete, ki so žoge, ne, ki ste žoge dobili. Seveda najbolj me bo zanimale kakšne klubske anekdote, klubske legende, če kakšne obstajajo, rivalstva največja, ne, te stvari, ki se verjetno, take stvari, no, ko se verjetno pogovarjajo ljudje na takih manjših pod narekovaji tekmah, ko slišiš, ne, ja, gled oni, ne, pa tu, gled to te. Ne, to je tisto, kar se sliši pri teh video prenosih, veš, ki so. To, ja, tudi, ne. Ko se menijo, oni pridejo, čukaj, pšajt ima kartone. To so najboljši video prenosi tekem. Ja, plus moram reči, da sem tudi sam doživel nekaj tega, ker sem igral v prvi in drugi MNZ, medobčinski. Je to pač, to je prekrasno, no. Doživeti, seveda špilati fuzbal je tak nekaj najlepšega, meni sam, ampak vse te stvari okoli, kaj se tu dogaja, kak in kaj, to pa je pač, to bom skušal, no, nekako približati. In še podrobneje, to lepo povedati. Je lepo, ne? Bravo. Veš, kaj ima rad fuzbal, ne? Bravo, Dejan Germič in Tomaž Medvar sta še vedno v tem studiu, nadaljujemo takoj potem. Pants and Boom, Beautiful Things, 12 minut pred 9 in res se pogovarjamo o eni lepi stvari, ki se rojeva tukaj v tem studiu, še vedno z nami predsednik MNZ Maribor Dejan Germič, dobro jutro Dejan. Dobro. In pa Tomaž Medvar, priznani promotor nogometa, ker če ste morda zamudili, naj samo na brzino povzamem, v MNZ Maribor igra 40 klubov, več kot 10,000 registriranih nogometašev je, vemo, v vseh teh klubih se dela bolj kot ne volontersko, ampak zato nič manj profesionalno in absolutno nič manj srcem, kvečemo obratno. In te klube bo Tomaž predstavljal v prihodnih mesecih, letih, to verjetno kuj tak ne bo šlo skozi, ne? Ja, kuj tak ne, ampak veš, kak je ideja, ne? Če imaš rad, pol gre kuj tak, ne? In fuzbal imamo radi, ne? Sploh na tem koncu države, tako da jaz mislim, da ne bo tu nekih težav, kot smo prej povedali, treba je malo ven spraviti pod narekovaji tudi tiste manjše klube, ker tudi v manjših klubih, tako smo prej povedali, se že kako veliko ime rodilo, ne? O ja, no? Običajno se ne? Ja. Običajno tam štarta. Ja, in bolj kot je slabo igrišče, ne, bolj se polmenijo, vidiš. Boljša je tehnika. Ja, na takih igriščih se rojevajo šampioni. Žoga skače pa to, ne, tam popegla. No, ampak če pogledamo tak dan, se je tudi infrastrukturno stvar v zadnjih letih res posodobila oziroma uredila tudi v našem MNZ-ju, ni res? Drži, se izboljšuje, ne bom rekel, da si ne bi želeli še več, ampak bodimo zadovoljni z korakom, ki ga delamo naprej. Tudi v občini Maribor je nekaj napredka bilo tu na infrastrukturi naredito, tudi v drugih občinah, tako da tudi Ministrstvo za gospodarstvo, bom rekel, s temi spodbudami je spodbudila in občine in klube, da so svoje želje začeli, bom rekel, prenašati tudi na teren in infrastrukturo izboljševati. Kak je pa recimo na NZS-ju? Vemo, da si tudi podpredsednik Nogometne zveze Slovenije. In so kaj favš? Zdaj, če še do zdaj niso, zdaj bojo, ne? To je ta super oddaja. Ne, ampak kak gledajo, recimo, kje je pozicija MNZ-ja našega v NZS-ju? Ja, zdaj, jaz vedno potrdim, da nogometni zvezi bi moglo biti v interesu, pa tudi se na zadnje tudi je, da so MNZ čim bolj aktivni na terenu. Kajti jaz pravim, da MNZ bi mogli biti podaljšana roka Nogometne zveze Slovenije. Absolutno. In na lokalnem nivoju potem prenašati ideje ali pa koncepte, ki jih želi Nogometna zveza peljati slovenski prostor, dalje prenašati na klube in klubi seveda potem dalje na otroke in igralce.
Zato jaz mislim, da kvečemo zadovoljstvo na NZS, da določene ideje zaživijo tu, da tudi mogoče kažemo pot drugim MNZ-jem, kje je možnost, kje se da narediti kakšen korak naprej. Kajte, jaz mislim, da v zadnjih letih smo na MNZ res z svojo ekipo, jaz vedno pravim, da zadnji mora biti ekipa. Absolutno. En sam ne more tega zapeljati, zato sem vesel, da se bo tudi Tomaž naši ekipi pridružil tako ali drugače in da bomo naredili spet korak naprej. In ta prepoznavnost potem kvečemo omogoča tudi klubom, bom rekel, lažji napredek, tudi prepričevanje, gre na zadnje občin za infrastrukturo in tako dalje. Tako da vesel sem, ko je bila epidemija, smo vsi pričakovali zmanjšanje števila ekip, pa zdaj kvečemo ugotavljamo, da se ekipe povečuje. Zdaj, če mi je razlog, ne vemo, ampak bodimo veseli. Dokler je tako, je. No, ampak zdaj, ko smo se pogovarjali o tem, vedno je tako, vedno mora biti en svetilnik, da oni, ko v temi plujejo, vejo, kam iti. In me veseli, da smo mi... Zato smo prišli na to te radio. No, me veseli. Torej, zelo zanimivo predstavljali bomo torej v sodelovanju z MNZ-jem vse klube, ki delujejo v okviru naše medobčinske nogometne zveze in Tomaž, zahtevno delo si naložil na pleča, ampak res je. Sem perajt in se že veselim in veselim se tudi spoznavanja do potankosti vseh ostalih klubov, kjer smo mogoče kdaj samo gostovali, pa smo bili le kako imajo. Za avto se moramo preoblačiti. Da malo vidiš, ne? Ali pa v kontejneru tuširati, da dol teče strupa. Ne? Pa to so izjemne stvari. Je pa res, ostane spomin. Ja, ostane sploh pa ta von, ne? Po travi, pa blatu, pa še po čem. Apne včasih za več tega ni. Gor na koleno, ko je peklo. Tako da super, se veselimo teh zgodb. Zdaj, če bo dovolj dobro, nikoli ne veš, kam lahko tebe popelje, ne samo, da te prepoznajo na NZS-ju, da te z Bayerna pokličajo, da priješ tja predstaviti. Še nemške, ne? No, ok, tako da super, Dejan, hvala za obisk in za dobro delo, ki ga opravljate na MNZ-ju ti in tvoja ekipa. Veliko uspehov želimo še naprej, da bomo uspešni, pa tak ni dvoma, ne? Sploh zdaj, ko je pristopil veliki Tomaž Medved. Se strinjam, pa hvala za povabilo. Dejan, Ana in Jeger in Toto jutro.